Anže Parti. Svojo sproščenostjo si prispeval k vedri razredni klini med sošolci, pa tudi med učitelji. Si zabaven, pragmatičen in sproščen. V 9. razredu si postal predsednik oddelčne skupnosti in svoje naloge vestno opravljal. Udeležba na tekmovanjih tudi ni zanikala. Še vedno ne morem pozabiti šolske pustne zabave, ko si preoblečeno posoko navdušil celo šolo, pa tudi visokih petah odlično hodil. Tamara Galič. Delovna, prijazna, malo samosvoja, družavna, ljubiteljica konj. Svojo vztrajnostjo in delovnostjo si pomagala težave in uspešno zaključila osnovno šolo. Vedno si znala zavihati rokave in niti težko bilo poprijeti za vsako delo. Prepričana sem, da bodo iz tvojih rok nastajale vrhunske slaščice. Gašper Kastelic. Dobrosrčen, prijazen, tih, vesel in delaven. Tako delujemajo sošolci, pa tudi sami. S svojo zagnanostjo in odgovornostjo si uspešno zaključil osnovno šolsko izobraževanje. Vedno si poslušljiv do vseh zaposlenih, odlično si se izkazal tudi pri pouku na daljavo. Vseh 9 let si upravljal bralno značko in postal zlati bralec, kar ti srca čestitam. Želim ti, da boš uspešen tudi v srednji. Lea Kavšek. Iskrena, zabavna, optimistična, pametna in ima veliko idej. V zadnjem letu si postala bolj zgovorna in skoraj nič več zadržana. Tekmovala si v znanju logike in geografije in postala zlata bralka. Svojo vztrajnostjo in delovnostjo bo zagotovo uspešna tudi v srednji. Nika Krevs. Pametna, zanimiva, svetlava, trmasta, delovna zabava. Pa tudi zadržana, vesna in odgovorna. Si učenka z najvišjim povprečjem zaključenih ocen. Udeležila si se tekmovanj z angleščine in fizike, ter vesele šole si tudi zlata bralka. Zelo uspešno si zaključila osnovno šolo in verjamem, da boš uspešna tudi naprej na študiju psihologije. Prijazna, pametna, neodločna, zabavna, potrpežljiva. Resten in odgovoren odnos do šolskega dela si tudi zlata bralka, v zadnjem času pa predana tudi šport. Odločna, prijazna, živahna, optimistična in komunikativna. Jasno in prepričljivo znaš izražati svoje stališča, kar je v življenju zelo pomembno. Preizkusila si se znanje fizike in si zlata bralka. Uspešno si končala osnovno šolo in verjamem, da ti bo šlo odlično tudi v gimnaziji. Tina Matok. Delaven, prijazen, zabaven, radikalen, ustvarjaven. Ljuden do vseh zaposlenih v šoli. Udeležil si se tekmovanja iz znanja angleščine, zgodovine, logične pošasti, logike in fizike. Si tudi zlati bralec. V 9. razredu pa si vesno razloževal mizo učiteljici za slovenščino. Hvala. Matjaž Rus. Prijazen, dober športnik, hiter, tih, živahen. Tako tudi bili sošolci. Živahen in pouku nisi. Si pa tiho in odgovorno upravljal svoje obveznosti. Do učitelja in zaposleni si poslušljiv in ljuden. Več kot s besedami si povedal svojim nasmeškom. Tekmoval si znanja geografije, fizike in angleščine, ki si prijel bronasto priznanje. Prav tako si postal zlati bralec. Zabaven, smešen. Tako te vidijo sošolci.
Učitelji se morda ne bi vedno strinjali s temi znakami. Šolsko delo ti ni bilo vedno zabavno, bolj kot knjige in učbeniki te zanima praktično delo. Do učiteljev si vedno spoštljiv. Uspešno si zaključil osnovno šolo in pripričan sem, da boš v marzizarskem poklicu se dobro znašel. Jan Barba. Jan je pri likovni umetnosti, likovnem snovanju, likovnem krožku spoznaval različna likovna področja, kot so slikanje, risanje, kiparstvo, grafika. Najbolj mu je pri srcu kiparstvo in risanje. Z gledanjem lepoto narave, v svojih motivih naša osebno izpoved, svoje sporočilo. Njegova likovna dela so realistična likovna videnja, čutenja in dojemanja domišljskega sveta. To mu uspe s simpatično duhovitostjo in hudomušnimi domislicami, kot s posrečenimi idejami in prizori. Sodeloval je večkrat na različnih likovnih delavnicah in natečajih. Zelo aktiven je bil tudi pri šolskih projektih in njegovi likovni izdelki so popestrili različne likovne razstave, tako v naši šoli in drugje. Jan Barbo prejme priznanje za kulturnika šol. Jan, čestitam in predajam priznanje. Simon Kovačič. Simonova ljubezen do likovne umetnosti ga spremlja že od malega. Pri likovni umetnosti, likovnem sonarju in likovnem krožku je spoznal različna likovna področja, kot so slikanje, risanje, kiparstvo, grafika. Najbolj pri srcu mu je risanje. Senčenjem ustvarja prostor, telesnost in gibanje, zagledanje v lepoto narave. Po svojih motivih vnaša osebno izpoved svoje sporočilo. Njegova likovna dela so realistična likovna videnja, čutenja in dojemanja domišljskega sveta. Nastajajo počasi, s preciznostjo, ki vodi v filigrantsko dovršenost in natančno obdelavo vsakega detajla. V njegovih likovnih delih zaživi tudi sporočilnost nekega skrivnostnega vzdušja. Večkrat je sodeloval na različnih likovnih delavnicah in natečajih, ilustriral je Pavčkove vidice, pravo pesem in oblikoval vabila za šolske prireditve. Zelo aktiven je bil tudi pri šolskih projektih in njegovi izdelki so popestrili različne likovne razstave. Simon Kovačič prejme priznanja za kulturnika šole. Simon, čestitam, dajem priznanje. Nuša Zajc. Nuša Zajc je v šolskem letu 2019-2020 na 9. slovenski glasbeni olimpijadi prejela zlato priznanje. V šolskem letu 2020-2021 se je uvrstila na državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Nuša Zajc je skozi vsa leta šolanje sodelovala na šolskih prireditvah. Vodila je Pavčkove vitice, z glasbenimi točkami bogatila kulturne prireditve, tako z igranjem na inštrument, na limbo, kot s pevskimi točkami. Večkrat je brala šolsko obvestilo. Dvakrat se je udeležila glasbene olimpijade, leta 2020 je za svoj nastop prejela zlato priznanje. V vlogi povezovalke programa je bila tudi na prireditvi ob otvoritvi muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. V letu 2019 je osvojila bronasto Proteosovo priznanje, bronasto priznanje iz logike 2019 in srebrno Cankarjevo priznanje leta 2019. Prav tako je leta 2019 na državnem tekmovanju znanja angleščine dosegla 11. mesto in prejela zlato priznanje. Aktivno je bila članica Ljubljanskega krožka, pa tudi v oddelčni skupnosti. Od 6. do 8. razreda je bila predsednica oddelka in je svoje delo opravljala samozavestno in odgovorno. Je tajnica skupnosti učencev šole, šolo je zastopala na regijskem otroškem parlamentu in dosegla zelo dobro uvrstitev. Po letošnjem šolskem letu se je uvrstila na državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Nuša Zajc veliko in rada bere, ter je vsa leta upravljala bralno značko in dodatno bralno značko ter prejela priznanje za zlato pravko. Vsa leta se je redno udeleževala za matematičnih tekmovanj. Letos je na državnem tekmovanju logično pošast prejela srebrno priznanje. Prav tako je letos na 10. slovenski glasbeni olimpijadi dosegla 9. mesto v državi in osvojila zlato priznanje. Je odlična učenka. Nuša za svoje dosežke prejmeš priznanje za metodico šole in najvišje priznanje šole in sicer zlato satje. Čestitam.
Naj končam z maksimom gospoda Brauna iz knjige Čudo. Ko moraš izbrati, ali boš ravnal pravilno ali prijazno, izberi prijazno. In še skrbnostjo malega princa, ki je zelo preprosta. Kdor hoče videti, mora gledati srca. Bistvo v očem ne vidno. Vašim staršem se zahvaljujem za dobro dolgoletno sodelovanje, vam, učenci, pa želim srečno pot v odraslo, uspešno in srečno življenje. Hvala. Spoštovani, posebej učenci, za vami je pomembna etapa življenja. Spomnite se, ko ste vstopili v prvi razred, majhni, drobni in vedoželjni prvošolci. Skozi osnovnošolska leta ste se razvili v prave mlade dame in gospode. Ste moja 4. generacija, ki se me vodi kot razrednik, kot vsaka doslej s svojimi značilnostmi. Ne morem mimo tega, da so vaše šolanje v drugi polovici 8. razreda in prvi polovici 9. razreda obeležili predvsem šolanje na domu oziroma na daljavo in s tem povezani izzivi. Nekateri ste vsega tega prišli močnejši, drugi ne. Vedno sem vam polagal na dušo, da se ne smete dovoliti samo pomilovanje, ampak izzive potrebno sprejeti in se z njimi spoprijeti. To je preprosto edina pot in kljub vsem slabim stvarem, ki jih je seboj prinesla epidemija, verjamem, da se je opremila vsaj dodatno dozo iznajdljivosti, ki vam bo pomagala v življenju. Pred vami je naslednja življenjska prelomnica. Nekateri ste že odločeni, s čim se boste preživljali v življenju. Drugi še ne veste čisto. Tretji si boste vzeli še nekaj let, da to ugotovite. Vse je prav. Če malo parafraziram znamenitega ameriškega predsednika Franklina Delano Roosevelta, si glede vas ne postavljamo vprašanja, kaj sem vas naučil, temveč kaj ste vi naučili mene. Ja, tako to gre. Spremljevalci vsakega človeka najmočno vplivajo. Tudi vi ste name. Zaradi vas sem postal boljši človek, boljši učitelj. Naučili ste me, da problemi so in bodo. V njihovo reševanje je potrebno vložiti čas in potrpežljivost ter poslušati in upoštevati vse strani. Le tako lahko bivamo v sožitju v skupnosti. Kako pa sem jaz doživel vas? Vsakega na svoj način. Alex Molič. Si edini športnik tekmovalec v tem. Pravi nogometaš, ki trenira 4-krat tedensko. Tudi korona pauza te ni vzela v nebe. Vztraja in pri tem ne pozabi na šolo. Menim, da ti bo tudi del z računalniki pisano na kožu. Bi si uspešen bralec, saj si pravno znaško osvojil prav vseh 9 let in si s tem prislužil priznanje zlati bralec. Ana Sejl, nisi športnica, oziroma se tekmovalno ne ukvarja z nobenim športom. Škoda, ker tečeš kot ta pilopa, boriš se pa kot levinja, pravi karakter. Verjamem, da boš odlična frizerka. Si uspešna bralka, saj si pravno značko osvojila prav vseh 9 let in si s tem prislužila priznanje zlata bralka. Nisi hitela v spredje, si pa vedno povedala svoje mnenje. Če sem bil včasih nervozen, si mi bila zgled, da to ni okej. Tvoj pogled mi je govoril, take it easy. Si uspešna bralka, saj si bralno značko osvojila prav vseh 9 let in si s tem prislužila priznanje zlata bralka. Enrique Trška. Si fant, ki je verjetno od vseh najbolj napredoval v športnih igrah in po tvojem mnenju samo z igranjem računalniških iger. Je to možno? Seveda je, če si izreden talent. Verjamem, da bo svoje talente z ustrajnostjo in delom dobro razvil tudi na svojem področju računalništva. Lana Slak. Ker so športnik, ker je tak tvoj življenjski slog, sem neznansko vesel, ker si se tudi ti našla v športu in ugotovila, da je športno življenje enostavno kakovostnejše. Te zasvoji. Predvsem pa hvala za povezovalno vlogo v delu. Če sem koga vprašal, kdo ti pomaga pri šolskem delu, je bila Lana Slak najbolj pogosto govor. Bila si uspešna tudi na tekmovanju znanja in osvojila prosto priznanje znanja geografije. Zala Luža. Pridružujem se mnenju številnih kolegov, da si en najmarljivejših učenk v generaciji. Na uri si vedno prihajala pripravljena, za kar si bila večkrat pohvaljena. Tvoja marljivost in delovno vnema sta odlična popotnica za delo v srednji šoli. Hvala.
Hvaležni smo, da te imamo. Skozi skupna leta šolanja smo se vzajemno veliko naučili drug od drugega. Naučili smo se sprejemati drugačnosti, prilagajanja, spoštovanja, biti drug drugemu v oporu. Ni bilo vedno lahko, vendar smo skupaj zmogli. Pogovori s tabo so bili zmeraj zanimivi, saj si široko razgledana in zanima te res veliko različnih področij. Si odlična sogovornica. Zadaj, si tudi uspešna bralka, saj si pravno značko osvojila prav vseh 9 let in si s tem prislužila priznanje zlata bralka. Če sem se že zmotil, naj bo to vzadino korist. Jan Kovačič, si velik ljubitelj delovne kmetij in vedno si želel pisati na srednjo kmetijsko šolo. Želja se ti uresničila. Tam boš poglobil znanje, ki potrebuješ za delo, ki te najbolj veseli. Življenje je lepo. Niko Boka. Se bom spet izrazil na športnem žargonu. Si nebrušen dragulj, talent na številnih področjih. Rad imaš delo z računalnikom in verjamem, da boš pravi mojster na tem področju. Bil si uspešen tudi na tekmovanjih iz znanja in osvojil bronasto priznanje na tekmovanjih iz angleščine in geografije v šolskem letu 2020-2021. Miha Horvat. Zvezdniške trenutke si počakal na atletskem športnem dnevu, ko si presenetil in dosegel številne zmage. Res škoda, da letos ni bilo športnih tekmovanj, da bi se lahko še bolj izkazal. Še nekaj, če bom prihodnje rabil pohištvo po meri, vem, na koga se bom vrnil. Lara Brega. Še eno dekle, ki je šport narisal na smeh nožnice. Ko te vidim, si kot učitelj rečem, yes. Na nekoga se v športnem smislu res dobro vpliva. Trdo si delala za svoj uspeh in na koncu si se lahko upisala na izbrano srednje šolo. Res si vesel zate. In zdaj, Miha Rozman. Pri likovni vzgoji, likovnem osnovanju, likovnem krožku si spoznal različna likovna področja. Svoj navdih iščeš v domišljiji, zato se tvoje likovno delo ustvarjamo. S tem pa rešuješ likovne naloge in vnašaš svoje dela sproščenost, igrivost in spontanost. Vse to prinaša tvojih likovnih del izjemno pestrost. Tako nastajajo dela, ki niso zaprta vase, ampak nenehno spodbujajo k odkrivanju novih poti in nadaljevanju začetnega. Ilustriral si Pavčkove vitice, sreča in oblikoval vabila na šolske prireditve. Zelo aktiven si tudi pri šolskih projektih in tvoji likovni izdelki so popestrili različne likovne razstave, tako na naši šoli in drugih. Si tudi uspešen bralec, saj si bralno značko osvojil prav vseh 9 let in si s tem prislužil priznanje zlati bralec. Za tvoje večletno uspešno delo na kulturnem področju ti osnovna šola Toneta Pavčka podeljuje priznanje kulturnik šole. Žan Povše Žagar. Si fant z izdelenimi cilji, jasno vizijo in izdelenimi stališči. Si izjemno uspešen učenec, skoraj samimi odličnimi ocenami. Zelo uspešen si bil tudi na tekmovanjih iz znanja, saj si prejel srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz geografije, bronasto Dominikovo priznanje na tekmovanju iz astronomije ter bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz geografije. Vse dosežke ti iskreno čestitam. Žan pri likovni umetnosti, likovnem snovanju in likovnem krožku spoznava različna likovna področja. Svoj navdih si iskal v različnih kiparskih tehnikah. Bil si natančen in metodično obravnaval likovni odnos. Tvoje likovna dela so ustvarjalna, s tem pa rešuješ likovne naloge in vnašaš svoje dela sproščenost, igrivost in spontanost. Vse to prinaša v tvojih likovnih delih izjemno pestrost. Tako nastajajo dela, ki niso zaprta vase, ampak nenehno spodbujajo odkrivanje novih poti na nadaljevanju začetnega. Zelo aktiven si bil tudi pri šolskih projektih in tvoji likovni izdelki so popestrili različne likovne razstave, tako na naši šoli kot drugje. Si tudi uspešen bralec, saj si bralno značko osvojil prav vseh 9 let in s tem prislužil priznanje zlati bralec. Za tvoje večletno uspešno delo na kulturnem področju ti osnovna šola Toneta Pavčka podeljuje priznanje kulturnik šole. Tej skupini si učenec, ki svoj zgled, spoštljivim in požrtvovalnim vedenjem skozi celotno šolanje močno prispeval v pogledu šole.
Spoštljiv učenec, ki vedno rad priskoči na pomoč sošolcem in učiteljem, se zavzema za pravičnost v vseh področjih, ki na prednostno mesto postavlja sošolce. S svojimi glasbenimi nastopi se dvignil nivo šolskih prireditev in svojo samostojnostjo in odgovornostjo vedno poskrbel, da so bili nastopi izvedeni profesionalno. Učencem naše šole si vedno ponudil čudovite glasbene izkušnje nadarjenega glasbenika. Bil si izjemno uspešen na tekmovanjih znanja. V šolskih letih 2018-19 in 19-20 si na 8. in 9. slovenski glasbeni olimpijadi prejel 2 zlati priznanja. V šolskem letu 2018-19 si prejel zlato priznanje na znanje na tekmovanju iz angleščine. V letošnjem šolskem letu si prejel tudi srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleškega jezika. Letos si prejel tudi bronasta priznanje na Cankarjevem tekmovanju iz znanja slovenskega jezika, na geografskem tekmovanju iz znanja zgodovine, bronasto Vegovo priznanje na matematičnem kanguruju, bronasto priznanje iz fizike. Si tudi uspešen bralec, saj si bralno značko osvojil prav vseh 9 let in si s tem prislužil priznanje zlati bralec. Aktiven si bil tudi na športnem področju in si tekmoval v košarki in atletiki. Si večletni predsednik oddelčne skupnosti, bil si tudi predsednik skupnosti učencev šole. Za večletno uspešno delo na kulturnem področju, ki osnovna šola Tone Topavška podeljuje priznanje kulturnih šole. Za tvoje večletno delo na številnih področjih, kulturnem, športnem, organizacijskem, za tvoj izjemno uspeh skozi vsa leta šolanja, za izjemno dosežke na tekmovanjih znanja skozi vsa ta leta, ki osnovna šola Tone Topavška podeljuje najvišje priznanje zlato sadje. Hvala Tevšu, iskrene čestitke. Spoštovani starši, skupaj smo upravili zanimivo in poučno pot, spremljali vaše otroke in si pomagali v številnih situacijah. O problemih se nismo obrnili stran, ampak smo se jih lotili in jih skupnimi močmi premagali. Ni bilo vedno enostavno, vendar smo z odličnim sodelovanjem, vztrajnostjo in potrpežljivostjo marsikaj dosegli. Iskreno sem vam zahvaljujem za podporo, ki si mi bil kot razrednik deležen z vaše strani.